Dober dan in dobrodošli na novembrski petkovi Zoom kavici. Prisotnih nas je v tem trenutku 14. Današnja tema pogovora je vesolje in zato je z nami profesor astrofizike, gospod Tomaž Cviter. Pozdravljeni. Ja, dober dan, dober dan. Srčno upam, da ste kavo uredili v lastni režiji, ker to je seveda pomembno pri kavici. Tega Zoom še ne zmore. Danes seveda se bom večinoma omejil na zvok, kar se tiče pojave, itak ne bi imel kaj posebej drugega videti, kakor seveda to, da sem že od davnih časov podoben dedku Mrazu, kar pomeni, da že ko smo za maturantski izlet si probali nekaj denarja dobiti, smo za otroke igrali igrico, kjer sem seveda moral biti v razredu dedek Mraz. Zdaj, takrat, če nisem imel brade in seveda je imel to nekatere, kako bi rekel, zapletene posledice, zaradi tega, ker sem imel sredi predstave brada oziroma brki odlepili in potem, ker seveda človek se sputi, potem, kako bi rekel, zadevšna hoče odpasti in ker je bila stvar obupna, sem se potem obrnil preč od otrok, vrgel preč tiste brke in seveda je potem ena punčka rekla, lej, nima brkov, ko sem se nazaj obrnil, ampak kot rečeno, moji brki zdaj lepo stojijo, seveda počesani pa niso, tako da taka je situacija. Danes seveda govora o astronomiji, se pravi, v astronomiji seveda na nek način smo ujetniki še vedno in bomo ostali, kot se kaže, še dolgo našega planeta. Ujetniki v tem smislu, da pač informacije o vesolju je treba dobiti ali iz zemeljskega površja ali pa seveda iz bližnje okolice. To zadevno seveda je naš pogled do neke mere omejen in prva stvar, ki jo nekako se človek vedno znova zaveda pri opazovanju vesolja, je ta naša, rečemo temu, majhnost, pa ne majhnost fizična, ampak majhnost tudi v mentalnem smislu. Namreč narava ima precej več domišljije, kot jo imamo mi, in zaradi tega seveda tudi naše razlage so seveda nekaj, kar nas zelo zanima. Končno smo zvedava bitja, to je razlog, zakaj smo pač ljudje kot vrsta prišli evolutivno do te stopnje. Zvedavost je bistvena, ampak na drugi strani narava vedno znova pokaže, da tiste stare zgodbice, to pa ne more biti zaradi tega in tega. Narava pokaže, da kakšno stvar se da narediti, kljub temu, da na prvi pogled je to nekako težko razumljivo. Skratka, človek malo skromnosti se nauči, no? To je tisto, kar je bistveno. Zdaj, seveda, na drugi strani pa, če takole gledamo, torej ni ideja, da boste vi razmišljali in samo razmišljali in si zamislili, kakšen bo vesolje okrog vas. To bi bil enostavno preveč narcisoidni način razmišljanja. Enostavno narava nam mora povedati, kakšna je zadeva, potem pa seveda logično naša zvedavost pomeni tudi, da skušamo opaženo spraviti v neke razlage, v neke zgodbe, tudi v končni fazi potem temu učeno rečemo fizikalni zakoni. In to nam nekako v zadnjih vsaj 400 letih, pa nekatere stvari že mnogo prej, kar uspešno uspeva. Kljub temu pa še enkrat, te naše razlage pravzaprav sledijo opaženemu in zaradi tega seveda si ne zamišljati, da bo vesolje po vaši meri, vi ste pravzaprav po meri vesolja. Zdaj, če govorimo nekako o tem, kaj so torej naše informacije, ker očitno informacije potrebujemo, ne morete samo z razmišljanjem priti do tega, kakšen je svet, potem so informacije pravzaprav ratale zadnje čase do neke mere raznovrstne. Je že res, da večino stvari se enostavno vidi. Vidi pomeni elektromagnetno sevanje, bodisi vidna svetloba, bodisi druge vrste svetlobe, recimo toplotno sevanje, ki je infrardeča svetloba, pa radijski valovi so zelo pomembni. Na drugi strani pa seveda ultravijolična svetloba, pa potem tja do rentgenskih in še bolj energetičnih gama žarkov. Vse te informacije v obliki svetlobe prihajajo z vesolja in marsikaj nas tukaj seveda ščiti naša Zemljina atmosfera, ampak se pa da iz satelitov seveda te stvari, informacije dobiti.
Ampak svetloba pravzaprav ni več vse. Imate posebne primere, ko pravzaprav želite na drug način priti do informacij, do opazovanj. Namreč včasih so stvari čisto preprosto neprozorne, ne vidi se skozi, in če so neprozorne, potem govorimo ponavadi o nečem zelo gostem, o nečem precej eksotičnem. V tem primeru so pomembne take stvari, kot so recimo gravitacijski valovi, ki jih dobite takrat, kadar velike količine snovi, velike mase se zelo hitro premikajo, kakšni taki zgoščeni objekti, nevtronske zvezde, črne luknje so tukaj v igri in podobno. V tem primeru se pravzaprav cel prostor nekako zatrese in to tresanje prostora lahko do neke mere v posebnih primerih seveda opazujemo. Se pravi, imate gravitacijske valove in potem imate na koncu še delce, se pravi iz vesolja, z našega okolice, do neke mere to Sonce ali pa seveda druge zvezde, tudi širše, letijo delci. In ti delci seveda se zarinajo v našo atmosfero ali pa pravzaprav jih lahko opazimo na satelitih, če so v našo atmosfero, največkrat je to kakšen tak utrinek, medtem ko drugače na satelitih pa seveda imamo kakšne take gele ali kaj podobnega, ki te delce zbirajo. In seveda na ta način se naučite nekaj o delcih iz vesolja. Zdaj, z delci iz vesolja je majčkeno težav. Težave so v tem smislu, da ne letijo naravnost, se pravi, svetloba ima to lepo lastnost, da z izjemo prej omenjenih gravitacijskih vplivov bo pravzaprav letela naravnost, in zato, če vidite v neko smer nek objekt, najbrž v tisti smeri zares je, medtem ko delci pa zavijejo, električna magnetna polja jih ukrivljajo in zaradi tega ne morete pravzaprav čisto zanesljivo reči, od kje prihajajo. Vi vidite smer, od kjer so prišli, ampak to seveda ni ista smer, od koder so šli, imajo krivo pot. Obenem pa ja, tudi takole zbiranje delcev je nekatere odločilne prelome rodilo, se pravi na eni strani, kot verjetno veste, je pač zdaj, rečemo, zelo dobro potrjena razlaga, da zvezde proizvajajo svojo energijo, tudi naše Sonce seveda, z spajanjem lažjih elementov v težje, večinoma je to kar vodik, ki se spaja v helij. No, in zdaj pri tem spajanju je nekako se stvar dogaja v eksotičnih pogojih, zelo blizu središča zvezd, pri temperaturah več kot 10 milijonov stopinj, velikih gostotah in podobno. In zaradi tega seveda je to neprozorno, do tja enostavno ne vidite na noben način. In človek bi želel imeti informacijo, kaj se dogaja v teh eksotičnih okoljih, in taka informacija so delci, ki se poleg svetlobe pri tem spajanju sprožijo. Taki delci so nevtrini, opazujemo jih s Sonca in je to seveda pomemben vir našega razumevanja, kaj se dogaja v središču Sonca. Obenem pa v posebnih primerih te delce lahko zaznamo tudi s kakšnih eksotičnih zvezdnih eksplozij, kot so supernove, in na ta način pravzaprav, rečemo temu, potrdimo naša predvidevanja, naše razlage, kako pravzaprav poteka življenje zvezd. Tako da v tem smislu so ti delci nevtrini precej pomembni. Obenem pa tudi kakšna eksotična zadevščina. Na primer, pred kakšne 5 leti je bil en odmeven članek objavljen, da so na nekaterih podmorskih grebenih, recimo na Atlantskem, pa v Indijskem oceanu in tako naprej, analizirali sedimente in so našli v teh sedimentih nekaj železa. Človek bi rekel, to pa res ni nič posebnega. No, ampak to železo je bilo posebne vrste, običajno železov atom ima 56 nukleonov, se pravi delcev v svojem jedru. To je pa tako jedro, ki ima, v tem primeru govorimo o železu, ki ima pa 4 več, se pravi 60 skupaj. In to jedro železa samo od sebe nekako v 2,5 milijonih let razpade naprej proti niklu. In zaradi tega, če ga najdete, potem veste, da pravzaprav je to železo prišlo tja relativno nedavno, kajti Zemlja je mnogo starejša, rekel sem 2,5 milijona let, Zemlja jih ima pa skupaj s Soncem tam nekje okrog 4,6 milijarde, se pravi
skoraj 2000-krat več. In zdaj, če najdete takole železo, potem je morala nedavno nastati. Zdaj marsikaj nastaja nedavno, tudi na Zemlji, se pravi, kakšni radioaktivni elementi, kot temu rečemo, ampak ne pa železo 60. In železo 60 ne more nastati tudi nikjer v našem osončju in zaradi tega pravzaprav vemo, da so ti atomi od nekje prišli. In naše znanje o tem, kje tako železo 60 delci v jedru lahko nastane, govori o supernovah. In to zadevno smo se pravzaprav naučili, da so tistih nekaj atomov, ki so jih našli na podmorskih grebenih, pa obenem tudi recimo astronavti z Lune, Apollo misija so prinesli nekaj 100 kilogramov kamenja in v tem kamenju so tudi odkrili to železo 60. Da je to železo 60 pravzaprav prišlo od drugod, od kje drugod, z kakšne eksplozije supernove, kje je bila ta supernova, dovolj blizu zaradi tega, da je tega železa se nekaj tudi na Zemlji takole kot nek sprej nabralo. In posledično, imamo čisto lepo zgodbo, ki razlaga in je pravzaprav neodvisno potrjena, da je približno pred 2,3 milijona let, 2,3 milijona let je približno čas, ko so po Zemlji hodili prvi hominidi, to je čas Lucy. Lucy je ena taka gospa, ki so njene seveda skelet odkrili v Etiopiji. In takrat je bila ta eksplozija supernove, celo vemo, da je bilo to v zvezdi Perseja, vemo, kako daleč, približno 700 let potovanja svetlobe, in to pomeni, da pravzaprav zanimivo iz nekaj atomov na, rečemo, primesi, ki ne bi smela tam biti, se naučite, da ste imeli pred 2,3 milijona let eksplozijo supernove in da je tak hominid, kot je bila Lucy, lahko videla pravzaprav takrat najbrž na nebu 2 sonci. Se pravi, da je tako močno zažarelo, da ste imeli še eno sonce. In to se mi zdi meni tako taka precej navdihujoča zgodba, zaradi tega, ker na nek način se povežemo. Poznate najbrž tisto od gospoda Štiha, znani citat, ki ga je svoje čase v kavarni Slon večkrat omenil, to je to, da pač astronomi na nek način vidimo zgodovino. Tukaj nas je pač primerjal z seveda vojskovodjami, ki jo zlorabljajo, pa politiki, ki tudi kaj takega dostikrat počenjajo zgodovino. Astronomi je pa rekel, jo pa vidijo. In vidijo v tem smislu, da dejansko vidijo sledi svetlobe, ki seveda potuje zelo dolg časa čez vesolje. Na drugi strani pa seveda tudi take eksotične stvari, kot smo jih zdaj omenili, ta posebna vrsta železa, ki vam nekako indirektno priča, kaj je bilo včasih mogoče videti. Tako da na nek način je zgodovina, kako bi rekel, prvezana z, rečemo, dodatnimi dokazi. Zdaj, če mogoče v tem uvodnem malo takole se skozi prehodimo, seveda astronomija je pravzaprav veda, ki je na nek način deprivilegirana. Namreč za razliko od marsikakšnih drugih naravoslovnih ved si nekaterih postopkov oziroma načina dela ne moremo privoščiti. Se pravi, običajno, če delate v naravoslovnih vedah, imate nek laboratorij, kjer izvajate neke poskuse, ki probajo potrditi ali pa še bolj pogosto ovreči vaše ideje, kako bi lahko kaj razložili. In te poskuse praviloma izvajate skoraj da do onemoglosti, se pravi toliko časa, da je popolnoma jasno, kaj vidite, brez napak in tako naprej. In to seveda pomeni, da ste vi tisti, ki pravzaprav vozi ta eksperiment. Naprimer, biologija, kemija in tako naprej so seveda take vede, ki bojo tako delovale, in seveda tudi običajno fizika. Zdaj, v astronomiji pa seveda mi samo opazujemo, mi ne delamo teh eksperimentov in zaradi tega, ko pride. Kar pomeni, naš privilegij je, da sicer vidimo morda daleč, ampak vidimo samo takrat, ko se svetloba spomne, da pride do nas. In seveda mora biti takrat še lepo vreme, pa vi morate biti tam, pa tako naprej. Skratka, precej je ta faktor sreče in precej je tudi ta faktor, da seveda so stvari v resnici zelo temne. In ker so zelo temne, jih je zelo težko videti. In zaradi tega astronomija pravzaprav že dolg časov, od Galilejevih časov naprej, poganja pravzaprav neke sorte razvoja tehnologije. Se pravi, tehnologija je tukaj zelo pomembna. Praviloma za astronomske potrebe bojo kakšne firme razvile nove detektorje, ki se bodo najprej uporabljali v astronomiji, ker tam smo nekako najbolj navdušeni nad tem, pa obenem najbolj sitni, kaj bi še radi.
Potem bojo pa dostikrat seveda ti detektorji šli v neko širšo uporabo. Primer so seveda primer mobilnih telefonov in njihovih detektorjev in kamer. Take kamere seveda se uporabljajo v astronomiji že dolgo časa, tam nekje od leta 1990, in seveda najprej so bile v astronomski uporabi, kasneje so pa šle v široko potrošnjo. In takih primerov je seveda veliko, ko neka določena tehnologija potem, ko rata masovna, seveda dobi svoje mesto v našem vsakdanjem življenju, a ne. Zdaj, ti detektorji, najprej so bili teleskopi, danes nas seveda bolj zanima, kako zaznati posamezne vrste svetlobe, pa obenem tudi razvija teleskope, a ne. Se pravi, pogovarjamo se o vsem, kar smo prej komentirali, se pravi, poleg svetlobe še drugo detekcijo, ampak ja, tudi pri sami svetlobi je veliko ostalo. Astronomija počasi, rečemo, dosega v zadnjih letih nekatere dosežke, ki jih prej ni bilo, se pravi, teleskopi imajo bistveno boljšo ločljivost, kot so imeli, deloma zaradi tega, ker jih pošljemo nad atmosfero, deloma pa zato, ker smo se naučili na Zemlji vplive migotanja atmosfere, ki nekako zmažejo slike, skompenzirati, tako da dobite pravzaprav sliko, kot če atmosfere praktično ne bi bilo. In je to seveda bistven napredek. Na drugi strani seveda velikost teleskopov raste. Če pogledate na primer Hubbleov vesoljski teleskop, je imel zrcalo oziroma ga ima zrcalo z premerom 2,5 metra. Recimo teleskop James Webb, ki je zdaj 2 leti v vesolju, ima 6,5-metrsko zrcalo približno, ne. Če pa govorimo seveda o teh rekorderjih, ja, ni največji in še dolgo ne bo največji, se pravi, večje teleskope imamo na Zemlji, recimo VLT, imena so dostikrat zelo tako nepoetična, VLT je Very Large Telescope, nič kaj zelo poseben, kako bi rekel, navdihnjeno ime, ki stoji v Čilu, Evropski južni observatorij. To je grozd 4 8-metrskih teleskopov. Potem pa nekako isti observatorij v Čilu, se pravi evropski, sedaj gradi teleskop, ki bo imel velikost pravzaprav zbiralne površine, nekako premer od tam nekje 38-39 metrov. Njegovo ime je spet precej nepoetično, ELT, Extremely Large Telescope, ne, skratka, izjemno velika, ne. Tako da, ja, v tem smislu se je naša, kot temu rečemo, zbiralna moč, kako temne objekte še lahko vidite, bistveno boljša. Tudi bistveno se boljša širina našega pogleda, se pravi, imate zdaj specialne teleskope, recimo tak je teleskop Gaia, pri katerem sodelujem, ki v bistvu pregledujejo nebo in to dokaj redno počnejo. Naslednje leto bo recimo zopet v Čilu šel v delo teleskop z imenom Vera Rubin, ki bo vsake 4 dni zelo podrobno pregledal nebo. Tako da ta patrolno snemanje, patrolno pregledovanje je tudi zelo pomembno, ker kot rečeno, vi se ne morete spomniti, da boste nekaj videli, narava se mora spomniti, ne. Pa potem seveda, če malo tukajle še lasten lonček pristavim, tehnologija že, ampak tehnologija, ki smo jo zdajle omenjali, tam nekje na drugih kontinentih, tudi sami delamo seveda v raznih teh projektih, na primer v Avstraliji, v Čilu in tako naprej, ampak, a ne, zelo pomembno se meni zdi, mogoče bo kdo rekel, da sem staromoden, da imajo naši študenti pravzaprav tako izkušnjo, ki je dejansko tako, da lahko nekaj potipate, da nekaj vidite, a ne, in da dejansko ste pri tem inštrumentu, da ta instrument ni na drugem kontinentu in samo prek računalniškega zaslona ste povezani. In zaradi tega, ja, seveda na Golovcu imamo en tak manjši univerzitetni teleskop, zdaj pravzaprav nov, kakšen mesec, ki pravzaprav, ja, prve polovice naslednjega leta računamo, da bomo še nekaj inštrumentov dodatnih gor obesili in potem bodo imeli študenti dejansko zmogljivost, ki mogoče ne bo na nivoju vrhunskih seveda svetovnih observatorijev, ampak, a ne, jim bo pa omogočala pridobivati izkušnje na isti način in to se izkaže, da je kar pomembno. Cela vrsta naših študentov, ravno zaradi tega našega preteklega razmišljanja, da je treba imeti, kot temu Angleži rečejo, hands-on experience, ne, skratka dejansko imeti izkušnje samo napravo, ne pa nekaj, kar je samo prek računalnika in na razdaljo.
Seveda se naučiš nekatere izkušnje, dobiš, ki so potem zelo uporabne in marsikakšen svetovni observatorij, kar nekaj jih je zdajle, kjer imamo pravzaprav svoje ljudi, ki so seveda tam zaposleni zaradi tega, ker so jih vzeli, ker so znali nekatere stvari, ne. Obenem se astronomija spreminja tudi na druge načine, spreminja se tudi potem, da je zdaj podatkov, se pravi teh opazovanj zelo veliko. In astronomi so pravzaprav vsi po vrsti ratali neke sorte strokovnjaki za velike količine podatkov in podatkovne baze. In to je spet ena taka zadeva, ko recimo, če kdo vpraša, ja, dobro, če bom se specializiral na fakulteti za študij astronomije, kako je pa zdaj s tem, da pravzaprav kje bom pa službo dobil, a ne? Ja, takole je s tem, a ne, se pravi, nikomur ne moremo naprej obljubiti, da bom imel, ne vem, službo na fakulteti ali pa na observatoriju, a ne, to je seveda relativno redka dobrina. Morda seveda gre lahko tudi ven, pa bo tam imel službo, ampak marsikdo bo pa samo študiral astronomijo, pa bo šel pa v neko drugo področje in bo te izkušnje, na primer o podatkovnih bazah, o umetni inteligenci, o pristranskih podatkih, ki so včasih niso samo naključne napake, ampak je precej tudi sistematičnih napak, ki jih je treba znati odkriti in pravilno upoštevati. Te stvari so uporabne marsikod, v drugih naravoslovnih, pa tudi v družboslovnih vedah, a ne. Recimo, če gledate kot primerjavo, ne vem, danes imate preko računalnikov ali kako drugače velike ankete, to je velik biznis ratal, a ne, ampak vse te ankete so pristranske, zaradi tega, ker je vprašanje, kdo vam odgovori, kdo vam dvigne telefon, katero populacijo dobite in vse je treba upoštevati, a ne, kaj pravzaprav je vaša pokvarjen vzorec, kako bi se preslikal na naključen vzorec, a ne. In te stvari so dostikrat precej zamotane, kako to pravilno upoštevati. In ja, če imate izkušnje, se skaže tako v takih anketarskih, se pravi socioloških raziskavah, pa recimo finančne zgodbe so podobne, tudi tam ima človeški faktor kar vpliv dostikrat na kakšne borze, a ne, in posledično, ja, pomemben vir služb je potem tukaj, a ne. Ko potem študenti reče, no, dobro, zdajle imam plačo bistveno višjo kot ti, kar ni čudno, če smo mi v javnem sektorju, ampak je bilo pa čisto luštno študirati, zaradi tega, ker sem se nekaterih koristnih stvari naučil, a ne. Tako da v tem smislu ima stvar nekako smisel, a ne. Zdaj, da ne bom predolg, mogoče še par opazk, a ne, se pravi, če mogoče koga zanima, kje so bili pa tisti v zadnjih, kaj ćemo temu reči, 20-30 letih odločilni preboji, zdaj seveda tukaj bom kujil zadregi, ker bom marsikaj najbrž spustil. Ampak ja, takole na neki širši sliki so se nekatere stvari le bistveno spremenile, a ne. Se pravi, na eni strani, če začnemo z primeri našega Osončja, ja, v našem Osončju ljudje mislijo, da pravzaprav je vsa zgodba samo to, kdaj bojo šli ljudje še enkrat na Luno ali pa zaradi mene na Mars. Ni, ne, zaradi tega, ker ljudje smo pravzaprav zelo neugoden tovor, ki zato, da preživimo tako misijo, potrebujemo kar veliko podpore. Obenem naši možgani niso bili najhitrejši in sicer za upravljanje nekih tovrstnih misij je avtomatika mnogo boljša, kot smo ljudje, se pravi v času Apola, ko so astronavti to na roko počenjali, so nekako mimo. Je pa seveda res, a ne, da nočem biti negativen, se pravi, če potrebujemo pripovedovalce zgodb, ne, se pravi nekoga, ki pravzaprav ima lastno izkušnjo, da je videl Zemljo od daleč ali pa da je hodil po Luni ali karkoli je že tega, potem pa seveda pripovedoval zgodb je pa lahko po mojem prepričanju spet, mogoče sem staromoden človek, ne. Zdaj seveda bo kdo od vas rekel, ja, kaj pa umetna inteligenca. Ja, seveda, ChatGPT vam je sposoben takoj napisati popolno izkušnjo hoje po Luni, je pa res, da bo zraven malo haluciniral, pa se marsikaj izmislil, pa itak je vse skupaj samo nek matematični model, kateri besedi sledi najbolj verjetno naslednja beseda. Stvar za čudo zgleda še kar človeški govorici podobna, ampak vredna pa ni zelo velika, ne. Tako da seveda to ne more in ne bo moglo nadomestiti človeške izkušnje. Seveda se je treba pa odločiti, da bomo to izkušnjo pravzaprav honorirali oziroma jo postavili toliko v ospredje, da bomo res ljudi pošiljali na ta druga telesa v prihodnosti. Ampak, ne, kar se je spremenilo v zadnjih 30 letih,
je, da imate zdaj pravzaprav masovno pošiljanje avtomatskih sond po Osončju. Praktično povsod smo že bili in to pomeni, dejansko greste tja pa pogledate, a ne? In te sonde so dejansko spremenile našo vedenje tudi o Osončju v veliki meri, a ne? Potem, če gledamo naprej, omenili smo planete. Ja, planeti okrog drugih zvezd so taka velika nova zadeva, a ne? Trenutno jih je tam nekje okrog 5600 poznanih od drugih zvezd. To je kar veliko, ker v našem Osončju jih imamo 8 komadov, tam jih je pa 5600, seveda okrog mnogih zvezd. In seveda se je treba zavedati, da je treba biti skromen, a ne? Mi smo sposobni odkriti nek planet okrog druge zvezde na različne načine, ampak vsi ti načini imajo eno skupno točko in ta točka je, da moramo imeti srečo. Se pravi, vrsta tega planeta, njegova velikost, koliko daleč je in podobno, mora biti nekako ta prav za to, da ga lahko odkrijete, a ne? In posledično vidimo vrh ledene gore, ampak iz tega vrha ledene gore, ker kljub vsemu šteje 5600 komadov, lahko smiselno sklepate o celotnem vzorcu, a ne? In imamo pomembno zgodbo, da lahko rečemo, da pravzaprav so planeti okrog zvezd pravzaprav pravilo, ne pa izjema. Se pravi, v povprečju ima vsaka zvezda vsaj kakšen planet približno velikosti Zemlje okrog. To ne pomeni, da sem rekel, da ga ima, ampak v povprečju, a ne? Kakšna ima 3 komade, kakšna nima nobenega, v povprečju kakšnega, a ne? In to je pravzaprav tako nekako pomembno tudi za splošen pogled na svet, spoznanje, a ne? Kar pomeni, da zdaj jaz ne vem, kakšni so ti planeti, morebiti na kakšnem so tudi čisto pogoji za življenje. James Webb, ta teleskop, bo marsikaj v to smer nam lahko pomagal dejansko preučiti za posebne primere, ki bi nas še zanimali, ampak, a ne, še zmeraj seveda to ne pomeni, da tam kaj zanimivega je. Ampak po mojem pogledu je prav, da ratamo majčkeno bolj skromni iz tega, ne? Skromni v tem smislu, da morda pa nismo mi edina krona stvarstva, a ne? In morda nismo mi tisti, ki jih je edini, pač, kako se čem izraziti, Bog naredil, a ne? Pa tukaj nočem iti v kakršnokoli polemiko v smislu polemike z takim in drugačnim verovanjem, ampak samo z dejstvom, da je pravzaprav narava velika in da ima veliko idej, a ne? Zdaj, kot rečeno, ni čisto nemogoče, čeprav je pa precej neverjetno seveda, da bomo še za časa našega življenja kaj zanimivega odkrili, kje stvari se počasi, kako bi rekel, postavljajo skupaj, bi človek rekel. Tukaj jaz osebno niti ne bi mislil kakšno inteligentno življenje, ampak ja, ne, že v našem Osončju imate nekatere lune, recimo lune Jupitra, Saturna, ki so ledene na površju, ker je tam pač mraz. Ampak ja, pod tem ledom pa vemo, da je tekoča voda in ta tekoča voda je v stiku z kameninami, imate neko lokalno gretje in posledično nekaj takega kakor pogoji za podmorske vrelce, ki smo jih našli tukaj na Zemlji, a ne. Tako da kaj takega preprostega v smislu kakšnih bakterij bi morda lahko celo v našem Osončju bilo. Ne vemo, če je, niti približno nimamo močnih indicov v to smer, ampak ja, zdi se, da pogoji niso čisto nemogoči, a ne. Tako da, ja, planeti so nekako pomembna stvar, ki se dogaja, obenem pa seveda je tukaj tudi veliko napačnih razmislekov. Napačen razmislek je ta, a ne, če pa obstaja toliko enih planetov, a ne, ki pravite, da so čisto v redu pogoji tam, a ne, ja, pa če bomo našo Zemljo zašuštrali, bomo pa tja šli, a ne. Ne bomo šli, a ne. Torej, tukaj je pa zelo bistveno, da se zavemo, da človek se praviloma obnaša še kar racionalno, kar pomeni praviloma, če hodite vi po robu prepada, pa če je verjetnost samo 1/1000, da vam bo zdrsnili in boste se poškodovali ali pa celo ubili, boste takoj refleksno se umaknili proč, kajti ljudje probamo živeti varno, kolikor je le mogoče, a ne. In v tem primeru seveda se ni za heca z edinim planetom, ki ga lahko dosežemo, kamorkoli drugam zunaj Zemlje, pravzaprav v našem Osončju ni primernih pogojev za nas, medtem ko do drugam pa enostavno ne moremo, ne sedaj, ne v kakršnikoli prihodnosti iti, pa ne glede na to, kaj kakšen Elon Musk in podobni ljudje govorijo, a ne. To so pravzaprav komercialne izjave, ki pravzaprav imajo namen, da bojo njihove produkte se boljš prodajali, ne pa bi bile te izjave kaj resne v kakršnemkoli smislu in jih je treba tako tudi jemati, a ne. Zdaj, seveda, planete sem omenil, potem, če gremo širše,
pogled Jamesa Webba, ki je zdaj bolj proti toplotnemu sevanju, proti infrardeči svetlobi. Ta svetloba dobro prodira tam, kjer je zavidna svetloba dostikrat neprozorno, zato lahko lepo vidimo nastajanje zvezd. To je že nekaj, kar je v teh zadnjih 2 letih bilo kar nekaj odmevnih rezultatov, se pravi, ratuje nam res jasno v podrobnostih, kako zvezde nastajajo, in to je seveda zanimivo v tem smislu celotnega cikla zvezd. Potem pa seveda imamo stvari, ki jih lahko pogledamo v zadnjem času na širši skali, na skali celotnega vesolja. Torej, tukaj so se stvari precej spremenile, ostale so nekatere osnovne predpostavke. Ja, kakor veste, vesolje ima svoj začetek, se širi celoten prostor, a ne. To je stvar, ki je začela nekako pred, prve indikacije so bile pred približno 100 leti, nekako po drugi svetovni vojni se je ta stvar že precej prijela in potem na različne načine potrdila. Ampak seveda to širjenje dobiva zdaj nove, rečemo temu, okuse, se pravi, tam nekje leta 1999 je bila odkrita temna energija, ki pravzaprav skupaj s temno snovjo predstavlja ogromno večino snovi v tem vesolju in ne vemo še pravzaprav, kaj to dejansko je. Ne vemo, kateri delci bi lahko za kaj takega bili odgovorni, če so sodelci ali kaj je pač, a ne. In zaradi tega je marsikaj seveda še neodkritega, ampak indici, da je treba nekako to upoštevati, da ne morete samo z običajno snovjo v vesolju razložiti opaženega. To je seveda nova stvar in potem nova stvar je tudi, da se tudi zaradi sposobnosti teleskopa James Webb in drugih omenjenih teleskopov lahko sprašujemo vprašanja, ki pravzaprav niso bila dosegljiva. Namreč človeka seveda zmeraj zanima, če ima vesolje svoj začetek in če so torej enkrat po tem začetku zasvetile prve zvezde, kakšne so pa te zvezde bile. In v zadnjem času so pravzaprav 2 pristopa se tukaj uveljavljata. En pristop je, da se skaže na nekatere zvezde, zlasti tiste z majhno maso, zelo dolgo živijo, tako dolgo spajajo svoj vodik v helij, da tudi če so nastale zelo zgodaj v vesolju, so še zmeraj tukaj. In dobesedno v naši okolici smo našli nekaj takih metuzalemov, se pravi zelo starih zvezd, ki nam dajejo vpogled v to, kako pravzaprav elementi težje od helija nastajajo seveda v takih zvezdah, in kakšne so bile te prve zvezde. Na drugi strani pa je možno zelo, zelo oddaljene objekte opazovati in to zadevna svetloba, pravzaprav, ki jo vidite, je šla z teh objektov, ko je bilo vesolje še mlado. In to je pa primer, recimo kolegica Maruša Bradač na naši fakulteti to zelo raziskuje, prve zvezde in sposobni so jih videti, kar je pretresljivo. Se pravi, na nek način se lahko pogovarjamo ne samo o prvih galaksijah, ki se vidi, kako so počasi zažarele v vesolju, ampak pravzaprav podrobnosti do neke mere se že da videti v teh galaksijah. Seveda spet morate imeti malo podpore sreče, recimo Maruša uporablja eno tehniko, ki se ji reče gravitacijsko lečenje. Če imate veliko srečo, je Zemlja pa neka skupina galaksij, pa tista oddaljena galaksija, so res poravnane v ravni črti in ta vmesna skupina galaksij deluje kot leča, tako da v bistvu ta prostor ukrivi in vam ojača objekte tam v ozadju, ki so lahko, v enem primeru sem imel srečo, celo 1000-krat svetlejši, kot bi bili brez te gravitacijske leče, tako zadevno. Kljub temu, da teleskop ni preveč velik, ta James Webb, vidite pravzaprav take objekte. Tako da, to je nekako ta drug primer tega, kar sem rekel v povezavi z gospodom Štihom, se pravi, da se videti pravzaprav v preteklost. Tako da ta komplementarnost teh 2 pristopov nam pravzaprav počasi odstira te zgodbe, kako se je to zgodilo. Vse to bi človek rekel, dobro, saj menda skozi sam potrjujete to, kar ste mislili. Ne, ni res. O temni energiji ni nihče niti približno mislil, govorilo se je o tem kot o Einsteinovi napaki in tako naprej, stran poti in gor in dol dolgo časa, do leta 1999, ko so pa pogruntali, da pravzaprav neke eksplozije supernov jasno kažejo, da to potrebujemo. Tako da stvari se spreminjajo in posledično, govoril sem zdajle pol urice in v tej pol urice
je bil vtis, kar vse nam je jasno, niti nam ni jasno, take snovi, kot so zvezde, kot so planeti, kot so Luna in podobno, pa prostor med zvezdami, imate na nek način okrog 2% vse snovi v vesolju, še nekako 2% jo je na drobno razpršene med galaksijami v jatah teh galaksij, to je še zmeraj običajna snov. Potem imate pa tam dobrih 20% tako zvane temne snovi, ki vemo, da ne sodeluje s svetlobo, se pravi, je totalno prozorna, ampak v bistvu pa ima snov, ima maso, se pravi, ukrivlja poti žarkov, čuti Newtonovo silo gravitacije. In potem, kot rečeno, večina, praktično 3/4, imate pa te misteriozne temne energije, ki deluje nekako tako kot odbojna sila gravitacijska, se pravi, pravzaprav malo hitreje se zaradi tega vesolje zadnje čase širi. In v teh zadnjih 2 komponentah bolj malo vemo, za Nobelova nagrada je že padla za temno energijo, za temno snov še ne, v obeh primerih pa še nimamo razlage. Tako da astronomi smo tudi potem znani, da znamo govoriti, se pravi to kot dež, ampak na drugi strani pa seveda naše znanje je zelo, zelo nepopolno in je treba biti posledično kar precej skromen tukaj. Zdaj, mogoče za zaključek še kakšna ideja, kako seveda priti do teh zaznav, do teh opažanj, ker seveda imate smolo, da imate slabši vid oziroma imate težave z njim. Človek se pogovarja o alternativah, seveda v tem primeru. Zdaj, tukaj jaz zadnje čase seveda ne poznam podrobnosti, ampak velike upe polagam v neko sorto tehnologijo, namreč človeški možgani so zelo prilagodljivi in ideja, da pravzaprav z nekimi matricami lahko otipate pravzaprav to, kar bi sicer videli, to je seveda stara ideja, ki jo mnogo bolj poznate kot jaz, vse od Brailleve pisave dalje, ampak pravzaprav se mi zdi, da bi se bilo mogoče tudi prek vašega društva smiselno tukaj imeti iniciative, da bi bilo treba imeti, rečemo temu, možen razvoj, tehnološki razvoj, ki je tukaj pravzaprav zdaj na dosegu roke. Namreč govorim o dinamičnih tablah te vrste, se pravi, da imate neke matrike, ki se dinamično prilagajajo in dražijo recimo neke detektorje tipa ali kaj podobnega. Govorim o piezoelektričnih kristalih, ki so zdaj ratali rutinska uporaba in ki se ne zrabijo in ki vam omogočajo pravzaprav do neke mere lahko to vrstno nadomestek vidne izkušnje. Na drugi strani pa seveda, če govorimo o drugih čutih, v vesolje, dobro, če greste tja, potem seveda lahko neposredno nekaj utipate, drugače pa je tako, da seveda pomemben čut je tudi zvok. Zdaj, vesolje je žal gluho, v tem smislu, da pač skozi vakuum se dobesedno zvok ne širi. Je pa res, da lahko bolj ali manj direktno ta zvok naredite ta zvok iz kakšnih drugih zaznav. Konkretno recimo radijske valove so takih dobesedno frekvenc, se pravi nihajo na sekundo, da lahko to direktno radijsko valovanje speljete na zvočnik, podoben kot to naredi domači radio, in lahko vidite nek šum in ta šum je v posebnih primerih zanimiv, recimo utripanje pulzarjev ali kaj podobnega se na ta način da videti. Zdaj, mogoče dajmo videti, če imam kaj takega pri roki, imam že, sam poiskati moram na teh nemogočih velikih zaslonih. Sam trenutek, kam je to šlo, nekam se mi je skrilo, ampak bomo našli, vse bomo našli, evo ga, tukaj spodaj, Se pravi, recimo, kaj pa vem, če vzamemo en takle pulzar, upam, da boste uspeli slišati. Utripa kot urca, zelo natančno, zaradi tega, ker je to ena taka zelo kompaktna zvezda, ki se takole malo več kot enkrat na sekundo zavrti okrog lastne osi. Imate pa seveda tudi zvezde, ki se vrtijo hitreje, in to je pa recimo takle primer, je pa zvezda Artemis. To pa tako sliši kot Tomosov moped. Seveda imamo pa še hitrejše, recimo to je pa pulzar v ozvezdju Jadra, taka kompaktna zvezda.
ta stvar pa približen pri zdravniku, se sliši. Ta je bil še malo počasnejši, ampak dajmo, mogoče tale bi bil zobozdravniški, če se ne motim. Se pravi, grozno, ne? Tako da dejansko se seveda tovrstni hitri premiki se dajo seveda neposredno zvočno dokumentirati in poslušati, ne? Potem seveda, da imate lahko razne posnetke raznih ljudi ali pa končno astronavtov, ki so prišli na Luno ali karkoli podobnega. Mogoče bom pri vseh teh zvokih še enega, potem se bom pa ustavil, predvajal, in sicer prej sem omenil, da so bile raznorazne sonde po našem osončju. Med drugim ena bolj vznemirljivih misij je bila leta 2006, to je bila misija Huygens, Evropske vesoljske agencije, ki se je pravzaprav štupo ramo na misiji Cassini peljala proti Saturnu, in misija Huygens je potem se odcepila proč. To je pač tak, rečemo, krožnik bil, ki je potem letel proti luni Titan. Titan je ena večjih lun v našem osončju, ki je pa zelo posebna v tem smislu, da ima svojo atmosfero. Ta atmosfera ima tudi oblake, v teh oblakih tudi dežuje, ampak ta dež ni voden dež, tam je premrz zato, da bi imeli vodo v tekoči obliki, ampak imate metanov, etanov dež, se pravi etan, ki ga imamo v naših jeklenkah, zato če mogoče si kuhate na plin, tam mora biti pod visokim tlakom, zato da je tekoč v jeklenki, medtem ko pri teh nizkih temperaturah, približno minus 200 stopinj Celzija na Titanu, je pa kar pri običajnem enem baru, se pravi takle tlak, kot ga imamo zdaj v naši sobi, metan in etan tekoč. In kar jih je zanimalo, je tam dežuje, imate reke metana, etana, imate jezera, imate cel, rečemo, cikel meteorološki, če hočete, skratka zelo zanimiv svet. Obenem svet, ki ni zelo zanimiv za kakšno življenje, ker je temperatura tako nizka, da bi se vse stvari najbrž prepočasno dogajale. Ampak na drugi strani pa seveda, ko so šli tja, misija je bila precej pionirska, pridete do atmosfere, najprej zabremzate z raketnimi motorji, potem odprete padala in mehko pristanete na površini, vse to jim je ratalo. No, ampak med tem spuščanjem so pa namenoma sabo vzeli še mikrofon. Razlog, da so vzeli mikrofon, je to, da so rekli, morbit, bo pa pri teh oblakih kdaj prišlo v teh metanovih oblakov do metanovih neelektritov in posledično do udarov strel, ki podobno kot na Zemlji udar strel, seveda vsi vemo, da povzroči grom, bi ga lahko povzročil tudi v tej atmosferi lune Titan, Saturnove lune Titan. Zdaj, te sreče niso imeli, da bi leteli mimo kakšne take nevihte, ampak kljub vsemu piš vetra na tem pristajalniku Huygens je pa povzročil določen, rečemo temu, zvok. In zdaj, če probamo ta zvok nekako predvajati, ko ste rekli, nič posebenega, to je točno tako, kot če z avionom letim, ki je skozi našo atmosfero. Ja, seveda, se je nekaj podobnega se je dogajalo, ampak pravzaprav za moje pojme pa ta zvok ima eno poseben pridevnik zraven. In človek mu lahko reče, da to je seveda pa dobesedno najbolj oddaljen zvok, ki ga je do zdaj človeštvo slišalo. Kajti takrat je bila sonda Huygens od Zemlje oddaljena približno 1 milijardo kilometrov. In ja, preko seveda radijskih valov smo dobili ta posnetek zvoka, in tukaj ni nič zgolfanega. To je točno tako, kot bi vi to slišali pravzaprav z lastnimi ušesi, če bi seveda bili na tej sondi. Tako da se mi zdi nekako nek vpogled v, rečemo temu, ali je vesolje vedno gluho. Ja, ni, če ste seveda, kjer je plin, kjer imate atmosfero, primer bi bil Titan, primer je jasno, da naša Zemlja, pa recimo Venera bi bil tak primer, kjer bi se dal kakšen zvok posneti in podobno. Tako, zdaj, mogoče je najbolj pametno, da jaz takole naredim, da se zdajle ustavim, kajti po mojem je pomemben pri kavici to, da jo pod eno ne pozabite seveda piti ob tem govorjenju,
pod dva pa to, da kaj lahko vprašate. In seveda pri tem spraševanju moramo naprej povedati, da se mirne duše lahko zgodi, da bo moj odgovor zelo kratek, tega pa ne vem, kaj ti seveda, da ne vem vsega. Drugače pa bom probal pač seveda odgovoriti, kakor po najboljših zmogljivostih lahko. Obenem pa to pomeni, da če pa kakšne stvari res ne bom vedel, bom pa probal morda gospe ali kako drugače poslati po mailu kasneje odgovor, pa se na ta način, kako bi rekel, tudi študentom, jaz pogosto rečem, tega pa ne vem, bom pogledal do naslednjič, do naslednje vaše kavice, in pomemben je, da seveda je potem človek soliden in res pogleda. Tako da lepo prosim, imamo še kar nekaj časa na vso srečo, se pravi, jaz imam predavanje v 11:15, 10 minut čez 11 bom moral pobegati, ampak do takrat me pa nedvomno imate, če je kakšen interes. Prosim. Birgitta. Brane, imaš vprašanje? Ja, hvala lepa. Kar izvoli. Gospod Svitar, mimogrede, jaz vam pa delam tudi konkurenco v Bradi in Brkih. Dve vprašanje imam. Eno je, kako bi vi obrazložili neskončnost vesolja. To je res eno tako nepredstavljivo pojem. Kako bi vi s svojimi besedami kot vrh strokovnjak na tem področju? In pa drugo, jaz sem prepričan, da res, tako ste vi rekli, nismo krovna stvarstva, Homo sapiens, 5600 je znanih planetov, koliko je še popolnoma neznanih v tej neskončnosti vesolja. Zagotovo so kje tudi bitje, ki so bolj razvite, inteligentne kot pa mi, ampak to navezujem na naslednje. V tej dolgi zgodovini ali pa kratki Zemlje so bile civilizacije, ki so imele ogromno tega znanja, tudi astronomskega znanja, ki je pač umrlo z njimi, in ne bi glih govoril denikeno, ampak večkrat se omenja, kot da so bila že neka bitja, tuja bitja na Zemlji, da so tu prenesla svoje znanje Zemljanom. Kaj o tem menite? Hvala za obe vprašanji. Se pravi, prvo neskončnost vesolja. Tako je pri tem. Mogoče bom nekako suh in dolgočasen, ampak tukaj seveda je treba ločiti dve zadevi. Eno je, kaj človek razmišlja, kar je dostikrat kar zabavno in lahko tudi samo izpolnjujoče in vse take stvari. Drugo je pa, o čem kaj vemo. In kot sem prej rekel, dostikrat nas lahko zanese v neke sanjarije, ki pa potem seveda, vsaj v znanosti, govorimo samo o tistih stvarih, ki jih rečemo temu vsaj načelno, lahko eksperimentalno potrdite. Se pravi, se omejimo na načelno opazljive možnosti. Se pravi, da to bolj mogoče okrog obrnem ta stavek, ali da smo že lahko nekaj videli oziroma opazovali, ali pa saj, da bomo v neki dogledni, bližnji prihodnosti to lahko naredili in je to zadevno tak razmislek dober za planiranje in podobno. Zdaj, pri vesolju samem smo omejeni z tem, da je morala na primer svetloba priti do nas. In svetloba seveda pride do nas iz omejenega dela vesolja, enostavno zato, ker vesolje ni tako grozno staro. Koliko pa je staro? Približno 3-krat več kot naša Zemlja. Se pravi, Zemlja ima 4,6 milijarde let, vesolje jih ima tam okrog 13,8, to se zelo lepo izide v 1:3. Se pravi, te številke so seveda nepredstavljivo velike, ena in druga, ampak razmerje 1:3 pa nečlatska. Tako da v tem smislu vesolje pravzaprav ni tako neskončno staro in posledično samo iz omejenega dela tega vesolja in prostora lahko dobimo kakršnekoli informacije. In zaradi tega ekstrapolirati, kaj se dogaja onkraj, je vedno samo nekako naše razmišljanje vzdolž istih poti dalje. In zaradi tega je težko reči, da je vesolje pravzaprav končno ali neskončno, ker pravzaprav nimate o tem nobene praktične evidence. Edino, kar lahko zaenkrat rečemo, je, da to širjenje, ki ga vidimo, da kot vse kaže zaenkrat, se bo širilo dalje. Ampak tudi tukaj bi bil jaz previden, namreč to je tako, ni lažjega, kakor šlogati prihodnost. Zaradi tega, ker če je ta prihodnost, tako kakor je pri vesoljskih stvarih daleč v prihodnost, v naslednjih milijardah let, jaz vam lahko natvezam karkoli hočem, če bom zadosti retorično
prepričljiv, da mi bo kdo verjel, v bistvu se me ne morete postaviti na laž, ker nihče ne bo živel od nas še 1 milijardo let, da bi videl, a se v pol to zgodilo. Ne. In posledično glede prihodnosti se lahko zgodi marsikaj. Dejstvo je, da pač na nek način, morebiti bo pa še kaj takega, kot temna energija prišlo, ne vem kdaj, pa stvari spremenili potem, ne vemo. Človek ne more vnaprej stvari omejevati. O preteklosti pa lahko nekaj rečemo, zaradi tega, ker na nek način tam pa informacije imamo, ampak samo iz tistega dela vesolja, ki ga vidimo. Tako da tukaj je situacija takšna, da glede neskončnosti vesolja kot takega je težko govoriti, ker iz ogromne večine ne morete še dobiti nobenega signala. Z tistega dela, ki pa vidimo, pa pač lahko rečemo nekatere njegove lastnosti in ena pomembna lastnost, ki tukaj je delovna predpostavka, ki pa zaenkrat se je zmer skazala kot upravičeno, je, da imate težavo z opazovališčem. Namreč naše opazovališče je Zemlja oziroma bližnja okolica, kar v primerjavi z velikostjo vesolja seveda pomeni, da pravzaprav ste na istem mestu, karkoli že počnete. In zdaj seveda vaš pogled iz enega mesta je nekako lahko čuden. Če pravzaprav si v nekem posebnem mestu, boš videl nekaj zelo posebnega. In zdaj, kako to stvar rešiti, da se ne moramo premikati, pa še z druge strani pogledati, pa tako naprej. Osnovna predpostavka, ki jo rečemo, je, da če vzamete enkrat dovolj velik pogled, je potem vesolje povsod nekako podobno. Se pravi, enako tukaj, kot bi bilo z malo drugega in še z malo drugega gledišča. Ne seveda v podrobnostih, katere planete vidite točno, katere zvezde vidite in tako naprej, ampak na teh večjih skupinah galaksij, njihovi porazdelitvi in tako naprej. V tem smislu ta stvar se je zaenkrat zelo dobro izšla in seveda lahko jo testiramo samo v našem vidnem delu vesolja, ampak zaenkrat stvar štima. Se pravi, velik del našega razumevanja vesolja temelji na tej implicitni predpostavki, da torej opazujemo z nekega naključnega, nič posebnega opazovališča, kar seveda implicitno pomeni, da tudi nekako, če hočete to bolj filozofsko polat, nismo mi nekaj zelo posebnega. Nekdo drug bi podobno videl. Iz tega lahko sklepate, da smo mi, probamo biti do neke mere skromni, pa seveda tudi, da naši zaključki bi imeli, če ta predpostavka velja, nekako univerzalno veljavo, kljub temu, da gledamo z enega samega gledišča. Tako da, kot rečeno, neposredno v neskončnosti vesolja lahko tako ali drugače obrnete, ker je še toliko tega, kar je tam nekje za horizontom, kar ni bilo videno do zdaj. Zdaj, glede samih planetov in civilizacij, takole je, če sva rekla, da ima tipična zvezda kakšen planet in da govorimo o planetih podobnih Zemlji, nekaj manj je še takih planetov podobnih Jupitru in podobno, ampak v naši galaksiji je tam velikostne rete 200 ali kaj podobnega milijard zvezd. In zdaj, če jih je 200 milijard, pač ima vsaka, ena ima dva, enega pa benga, ampak tako, po kakšen tak planet, je toliko planetov. In potem pa seveda naša galaksija, to je naš lokalni dom, tale Rimska cesta, kjer smo doma. V resnici je pa veliko krog. In zdaj, če se omejiva na vidno vesolje, se da iz tega seveda bližji vidite marsikaj, dlje, ko greste sam tiste svetle, velike objekte, ampak se da nekako ob tej predpostavki, da v resnici je pa povsod približno podobno, ugotoviti, da je tudi galaksij, takih kot je naša Rimska cesta v vesolju, približno isto, se pravi tam nekje velikostni red 100 milijard. In zdaj seveda nenadoma množimo številke za planete, 100 milijard krat 100 milijard. To je zdaj že mnogo več, kot naš finančni minister je sposoben zmnožiti. Obenem je pa to seveda popolnoma onkraj nekih predstav. V astronomiji imate pogosto številke, ki jih raje ne bi direkt navajal in potem kaj narediš? Stvar preračunaš v neka zrna peska na neki plaži in iz tega zgruntaš, kaj bi to bilo in gor in dol, kar seveda še zmeri kratek povzetek bi bil veliko. Zelo veliko, več kot si lahko predstavljamo. In posledično, jaz dostikrat to tako obrnem, pa kot rečeno, ne bi nikakor nekoga kakšnih verskih čustev ali kaj podobnega hotel tukaj ležati ali kaj podobnega, ampak
nekako bom takole okrog obrnil. Bom rekel, zelo morate biti zaverovani sami vase, v mojem osebnem pogledu, da pri vseh teh 100 milijard krat 100 milijard rečete, da je pa sam enkrat čist natančno na zemlji, ratalo nekaj tazga zanimivega in kompliciranega. Če recimo vprašate, naprimer, gospod Kunde Cimerman, kolegico biologinjo, ja, ona se ukvarja s takimi stvarmi, kot so ekstremofili, ki so v marsičem povezani tudi s pogoji začetka življenja na Zemlji, in vam bo lepo povedala, da obstajajo močni argumenti, da je življenje na Zemlji večkrat štartalo, ne enkrat samkrat, in da posledično je to nek proces samo po sebi, ki se zgodi. Tudi zanimivo, vemo, da se je ta proces, ker imamo najstarejše fosile, ki so zdaj stari, kot vse kaže, okrog 4,1 milijarde let. Zdaj sliši se seveda velika številka v primerjavi 4,6, ampak zakaj je ta številka vznemirljiva? Zaradi tega, ker v tistem zgodnem obdobju Zemlje, od nekako 4,6 milijarde let do nekako 3,85 milijarde let nazaj, ste imeli, se pravi v tem zgodnem obdobju, obdobje tako zvanega močnega bombardiranja. Takrat je bilo zelo neprijazno. Vsakih par dni je priletel dol en komet, včasih se je pa zaletel tudi kaj tako zelo velikega, da je na koncu kakšna luna ratala. Zelo, zelo neprijazno. In če imate 4,1 milijarde let star fosil, pomeni, da celo v teh relativno neugodnih pogojih se je zgodil nekaj takega. Kar pomeni, da se tudi kje drugje, ki niso optimalni pogoji, morebiti lahko zgodi. Da pa seveda ne bomo tukaj zavajali, govoril sem seveda o enoceličnem življenju. Enocelično življenje je morda ratalo pred 4,1 milijarda let. Pa je pa saj edina izkušnja, ki jo imamo, je seveda naša ljuba Zemlja, o drugem nič ne vemo, ampak saj na naši Zemlji se je pa življenje kar dolg časa matralo, da je šlo naprej. Pred 1 milijardo let ste imeli še zmeraj enocelična bitja na Zemlji. Šele nekako 500 milijonov let, se pravi pol milijarde let nazaj, kar je končen nedavno v primerjavi z unimi 4,6, skoraj 10krat manj, 90-krat zgodovine Zemlje se je življenje matralo z enoceličnimi bitji. Potem so pa prišla ta eksplozija življenja, mnogocelična bitja in v končni fazi dinozauri in na koncu pa še človek, če smo že mi konc nečesa, oziroma konc nečesa smo mogoče bolj zato, ker bomo naredili mi konc sami sebi. Ampak ja, v glavnem, treba se je zavedati, da inteligentno življenje zna biti precej bolj redko, ker saj izkušnja na Zemlji nam kaže, da je bilo treba nekaj očitno precej težko to doseči in seveda zopet inteligentno življenje, če po sebi to krojimo, ker drugače pač ne znamo, potem pomeni to seveda sposobnost komunikacije, v našem primeru sposobnost radijske komunikacije. Končno veste, da smo poslali kakšen signal že kdaj v vesolje ali pa poslušamo do neke mere teh signale iz vesolja. Ja, da se spet razmisliti, kakšni signali so dovolj različni od tega, kar narava počenja, da bi komu spodbudili pozornost. Ampak ja, dejstvo je, da zaenkrat nismo nič slišali, kar samo po sebi ni nič čudnega, kajti ja, večina teh potencialnih civilizacij, ki obstajajo, so še kar daleč. Še kar daleč pomeni tako, kakšnih 1000 let potovanja svetlobe, kar je kar nekaj. In posledično ni treba misliti, da bomo imeli dvosmerno komunikacijo, ker kot rečem, že do te prve zvezde imate 4 leta potovanja svetlobe v eno smer in to je nekako tak, precej zatika se tak pogovor. Jaz nekaj rečem, on pa odgovori čez 4 + 4 čez 8 let, pa spet jaz nekaj rečem, pa tako naprej. Skratka, kako bi rekel, oddaljeni zakonci. Zdaj, seveda, omenili ste obiske drugih civilizacij. Zgodba je takšna, nikoli ne reči nikoli. Se pravi, nedvomno ne bom rekel, da je to nemogoče. Ampak bom rekel, da sem pa spet v neke mere konzervativen. Konzervativen sem zaradi tega, ker seveda je tukaj situacija takšna, da ta izjava so nas ali pa nas ravno, kar obiskuje neka druga civilizacija,
je možno, načelno, zakaj pa ne, a ne? Ampak to je očitno precej trzna trditev. Trditev, ki ima končen tudi za nas, kot za civilizacijo, za kulturo, za naš pogled na svet, za marsikaj pomembne posledice. In v znanosti pač velja, da izjemno pomembne stvari zahtevajo izjemno trdne dokaze. In tukaj ta Occamova britev, kot se temu reče, nekako zaenkrat ni izpolnjena. Tako da ne morem izključiti, ampak nikakor pa nimamo močne evidence, da bi kaj takega bilo. Zopet seveda imate takoj potem vprašanje, če pa je potem prišlo, kot ste omenili, na Zemljo, ne vem kaj, življenje ali pa pamet ali pa ne vem koga od drugod. Ja, dobro, no, s tem smo samo preložila celotno težavo, kako to stvar narediti na tisto od drugod. In posledično nismo nič kaj posebej uspešnega naredili, kajti evolucija je tista, ki nas je pripeljala do tam, kjer smo. Darwinova evolucija očitno odlično štima, in posledično bi morala pa kje drugje nadaljevati. Tako da na nek način ste samo preložili celotno zgodbo. Mogoče še ena kratka opazka glede obiskov drugih civilizacij. To je nekaj, kar se zelo dobro prodaja, seveda tudi po rumenem tisku in podobno. Obenem je pa tako, da vse ta tako zvana videnja neznanih pojavov, letečih predmetov in ne vem česa, v bistvu imajo eno težavo. In težava je, da ta stvar izgleda tako nekako zelo zemeljska. Tam nekaj frči po luftu, pa neko svetlobo oddaja, pa pol dol prstane, pa celo malo užge vam neke trave v enem krogu, pa ne vem koga. Zdaj, dobro, razen v primeru, da bi ta, če so to neka bitja, ki bi prišla na obisk, imela znaten smisel za humor. To pomeni, da tem ljudem, ki so očitno tako neekološki, še majčkeno zažgemo travo, da pokažemo prijazno, da smo malo taki kot oni, oni to za auspuhom naredimo, mi pa z našo ladjo se bomo potrudili. Če tega ni, potem seveda je ta stvar banalno preveč zemlji podobna. In zadnje čase tudi opažam, da ljudje smo zelo nekako ločeni od narave, zelo smo se pomeščanili, zelo nekako nimamo več izkušenj, zelo ranljivo civilizacijo imamo in naš način življenja in posledično popolnoma naravni pojavi nam zbujajo čudenje, strah, paniko, vse take stvari. Če bi vprašali Lucy kot hominida pred mnogo milijoni let, bi seveda marsikaj ona dosti boljše razumela, kar se v naravi dogaja, kar ima izkušnje, pa pripovedovanje vračev, pa tako naprej, kako so se prenašali te informacije in te informacije so seveda bile tam. Zdaj, če torej govorimo o potencialnih obiskih drugih civilizacij, ja, lejte, problem je že to, da naša civilizacija je nedavno ratala tehnološko aktivna, zdaj, kaj bo čez milijardo let, če ne bojo nas kakšni čudni predsedniki zapeljali v pogubo, potem ne vem. Lahko pa vem, kaj je bilo pred milijardo let in pred milijardo let najbolj napredno življenje na Zemlji so bile bakterije. Zdaj, če je naša zvezda stara in Zemlja stara skoraj 5 milijard let, to pomeni, da najbrž tisti, ki pridejo na obisk, so imeli kakšno milijardo let več na razpolago za razvoj, ker če je skupaj 13,8 milijarde let starost vesolja, ja, ene 6 in pa že lahko damo. In zdaj, kaj so v tej milijarde let lahko naredili, ne vem, ker ne vemo, kako bo naravna selekcija delala na Zemlji naprej, Ampak, naprimer, če bo šla s podobnim tempom, kot je šla v zadnji milijarde let, je torej približno nivo razlike razvoja takšen, kot je bakterija proti človeku. In zdaj seveda se morate zavedati, da tako srečanje ste vi bakterija ali pa mi smo bakterija, tisti, ki pride na obisk, je pa najbrž tisti ta bolj razvita. In ena stara zgodba, tam nekje iz leta 73, imate eno knjigo, ki je bila luštna ilustracija, narisan ga imate tistega hrošča, se spomnite, to je ta star avto, ki ropota po cesti, in ta hrošč seveda naloži to bakterijo tam nekje na asfaltu, ta bakterija se tam 10-krat zavrti po njegovi gumi, potem jo pa vrže v obcestni jark. In za bakterijo je bilo to srečanje z napredno civilizacijo, ki se ji reče avto. Tako da,
kar bi si človek želel iz tovrstnih pričevanj, je mnogo bolj fantazijske in presenetljive stvari, kot pa to, da si videl eno zeleno luč, pa da je bila nek krog nekje ožgan, pa da je bila neka geometrijska slika nekje, pa ne vem kaj. Namreč, ja, kaj bi si pa človek predstavljal? No, naprimer, v fiziki je poznan pojav tako zvanega tuneliranja. Tudi takrat, ko energetsko ni dovoljeno, kakšen del se lahko preskoči iz ene luknje v sosednjo luknjo. Ta pojav uporabljamo rutinsko, vaš mobitel ne bi delal, če ne bi v polprevodniških vezih, se to stalno dogaja z elektroni. In ta pojav načelno poznamo, ampak ga znamo na nivoju enega elektrona pa zelo mačkanih razdalj uporabljati. Fino bi bilo pa to na razdalji vsaj, par metrov, ali pa če je bilo še boljše na vesoljskih razdaljah, pa ne en atom, ampak kakšno Avogadrovo število atomov, 10 na 26, kot je recimo tipično naša molska masa. Ne? In to pomeni, treba bi bilo se naučiti, kako na velike razdalje tunelirate z 10 na 26 delci naenkrat in kaj ste zdaj naredili? Ja, hojo skozi stene. Se pravi, to je bila taka star razmislek, ki sem ga jaz imel kot otrok, ker sem se seveda, ker me je malo vesolje zanimalo, bal vesoljcev, da bojo prišli k meni v sobo, pa da me bojo seveda pojedli, kaj pa drugega. In sem slabo spal, bal sem se, panično, kaj narediti, se nimam nobene moči. Na koncu sem pogruntil, da res nimam nobene moči. Če so oni prišli k meni, potem bojo znali najbrž skozi stene hoditi. In potem sem jaz tukaj, kaj pa čem. Mislim. In posledično se lepo pomiri in verjami v dobre namene, tako vesoljcev kot ostalih ljudi na našem planetu, pa bo vse v redu. Tako da to je ta pogled. Stvari so dostikrat premalo eksotične za to, da bi izpolnile ta kriterij, da to pa mora biti nekaj takega kot obiska, civilizacija. Tako da seveda pri Denikanu in podobnih, marsikaj od tega je pravzaprav zaničevanje starih civilizacij. Ljudje v starih civilizacijah so bili izredno brihtni, so imeli sicer mogoče manj te nadstati, se pravi, so se mogoče morali do neke mere bolj ukvarjati z vsakdanjim življenjem, ampak brihtni so bili pa podobno in so prišli do marsičesa in so naredili neverjetne v bistvu rezultate. Tako da dostikrat mi pravzaprav mislimo, da smo mi ta prvi pametni ratali. Pa ni res, ni res, čisto preprosto in je zaradi tega treba spoštovati stare civilizacije in tudi njihove dosežke. Še kakšno vprašanje mogoče, imamo še par minut. Jaz se malo bojim, da v resnici nimamo časa še za eno vprašanje, če Bom kratek. Dobro. Tako, če kdo seveda ima. Dober dan, gospod Cvitar, jaz bi vas pa rada vprašala, Albina Krekova tukaj. A me slišite? Ja. Prejšnji teden smo po televiziji slišali, da se je pojavil nek nenavaden sij. Tako je, Potem sem prebrala, da je bil to kot severni sij, pa me zanima, nekateri so rekli, da je to bo tako kot pred leta 1939, pred drugo svetovno vojno. In me zanima, kako vi gledate na ta sij. A je to res tako redko? Bi rekla, da je kot eno znamenje nečesa težkega, kar se bo zgodilo pred nami. Ja, torej, lejte, pri teh stvarih je tako, odgovor, da je redek, je enostavno zato, ker smo mi relativno daleč od teh območij, kjer so ti pojavi bolj pogosti. Se pravi, če greste v Skandinavijo ali pa recimo v Kanado, so severni sij nekaj običajnega ali pa južni otok na Novi Zelandiji podobno. Medtem ko v naših krajih je pa to redko. In imate prav, v nedeljo je bilo ga mogoče malo časa, ne pa urce videti s prostim očesom. V tem smislu je bila to izjemna situacija. En tak predvsej močan izbruh se je na soncu dogodil. To se normalno dogaja vsakih 11 let in zdaj smo v tisti fazi to leto in naslednje leto, ko bo teh izbruhov več. To so, kot rečeno, te 11-letni cikli na soncu, se pravi, zdaj leta 24, 25 bo tega še veliko, pa bo pa spet zamrl tam nekje do kakšnega leta 34 ali kaj podobnega, pa bo pa spet taka sezona. Tako da to se pojavlja ciklično. In ja, zaradi tega, če preračunate nazaj, tudi pred drugo svetovno vojno, je prav zanesljivo par let pred drugo svetovno vojno bil kakšen vrh tovrstnega cikla. Tako da posledično, ja, seveda, lahko sopada, ampak ni pa iz tega treba zaključati vzročne povezave. Namreč spet enkrat, jaz bi to stvar takole gledal, pravzaprav soncu, je za tole našo zemljo zelo vseeno. Mislim, to je tam nekje en ta tretji kamen od sonca, nič posebenega nismo iz tega
vidika. A ne? In zaradi tega seveda Sonce nima nobene agende, še najmanj z našo politiko in spori na Zemlji. A ne? Tako da v tem smislu so te stvari, bi človek mislil, popolnoma nepovezane. A ne? Je pa seveda res, da ne moramo pa tudi okrog obrniti. Kar se seveda dogaja po našem svetu trenutno, recimo ne vem, v Palestini in Izraelu, so stvari, ali pa v Ukrajini, so stvari, ki so seveda zelo, zelo, zelo obžalovanja vredne. A ne? To se pravzaprav ne bi smelo dogajati v 21. stoletju. Človek bi upal, da smo prišli v civilizaciji že nekam naprej, pa žal se zgodovina do neke mere, kot kaže, ponavlja. Ne? Tako da jaz bi rekel, dvomim, da gre za vzročno povezavo. Bilo je pa, jaz bom vzel to iz lepe strani. Lepa stran je, da je bilo lepo pogledati, ne? In da je to ljudi pravzaprav zelo zanimalo. Razumemo pa marsikaj v tem pojavu, ampak spet enkrat, ne biti preveč, kako bi rekel, samo vase zavirvani. Konkretno v nedeljo je prišlo do nekaterih pojavov, ki jih poznamo leta 2016. To je nek pojav Steve, pa nek pojav SARS, se mu reče. To je nek odgovor naše ionosfere na to razburkano dejavnost polarnih sijev. In se bomo nekaj iz tega naučili, nekaj novega je to bilo, a ne? Kakšen pomen ima vse to vesoljsko raziskovanje? Recimo tale navigacija, GPS bo majčkeno boljši deloval, če boste boljši razumeli fiziko naše ionosfere. Tako da stvari so povezane, obenem pa jaz bi predvsem rekel, splača se to kot nekaj lepega vzeti, kot nek lep dogodek. A ne? Hvala za ta vaš odgovor. Hvala. Slišimo? Aha, Tomaž Vraber, še enkrat lepo pozdravljeni. Samo en komentar bi dal, ne. Začel bi, kjer si Tomaž ti prej nehal, ne. Pri starejših, pri zgodovini, ne, že Diderot, pa seveda ni bil prvi, ne, je zelo veliko razmišljal v svojem pismu Videčinki o slepoti, ne. Kaj vidimo in kaj vtipamo, ne. In zato mi je bila všeč ta tvoja paralela, pravzaprav astronomi, astrofiziki na nek način imate tudi svoje bele palice, ne. Seveda so te bele palice tehnološko neizmerno bolj razvite, kot so naše, ampak mi zaznamo svojo okolico z belo palico 1,5 metra, 2 metra daleč, neodvisno od dolžine naših rok pa naše palice, ne. Vi imate pa toliko bolj razvite, da bistveno del sežete, potem pa seveda z zdravim razumom in s pomočjo znanosti sklepate v kakšnih stvareh, ne. Natanko tako. Da se bo tudi ta orodja za nas toliko razvila, da bomo lahko vsaj deloma nadomestili vid, čeprav čist ga ne bomo nikoli, ne? Čist absolutno ne, ampak kar sem hotel reči je, da je zdajle rečemo, res v teh letih, a ne, ta rutinska uporaba tehnologije za te majhne premike in posledično možnost uporabe tipa, a ne, zelo, zelo napredovala, a ne, in ne govoriva o 3D printanju, ki ga vsi poznate in tako naprej, ampak govoriva o dinamičnem prilagajanju. In seveda o tem, da imaš potem na nek način lahko sabo, ne vem, tablico, ki jo lahko seveda pritrdaš kam ali karkoli podobnega, ki potem ti pravzaprav daje neke zaznave, a ne, ki je pa, kot rečem, naši možgani so čudo, kako so fleksibilni, a ne, in se lahko naučiš do neke mere, seveda dodatno kvaliteto dobiš, a ne. Je pa tako, a ne, pri teh stvareh se mi zdi, da je zmeri smisel, in to seveda vi zelo dobro znate, biti proaktiven v tem smislu, da mislim, da bi država lahko take stvari financirala, mislim, da bi jih na elektrofaksu lahko skupaj spravili, a ne, mislim, da bi na FRI-ju lahko bil kakšen doktorat na to temo in lejga, bi na koncu nek prototip, zakaj pa mora biti vsaka stvar uvožena z Kitajske, a ne. Lahko je pravzaprav narejena tudi tukaj, znanje lokalno obstaja, a ne, in fino bi bilo pa seveda to stvar na ta način spromovirati in me kar zanima, kateri recenzent bi za tak projekt, ki ima očitno zelo pomemben namen, a ne, in možen rezultat, rekel, da to ni relevantno. Mislim, potem je pa res Bog pomagi, a ne. Tako da v tem smislu se mi zdi, da bi morda s kakšnim vašim glasom se kakšna taka stvar lahko lažje naredila kot brez tega glasu, a ne. Nekako slovenska pamet ni nič manjša, kot kjerkoli. Ja, seveda, logično. Tvoja kolegica, moja gospoda, je predpeljala na Cassini sondo, ne? Tako, absolutno. Tako, jaz se upravičujem, zdaj ne moram res leteti, ampak dajmo se pa še nekaj zmeniti. Kadarkoli, ampak res kadarkoli,
E-mail je tisti način, ki ga jaz ponavadi berem. In moj e-mail je seveda splošno objavljen in z veseljem. Če je kakršnakoli interakcija, ki bi jo imeli radi, rečite. To je tisto, kar bi bilo krasno. Tako. Jaz se vam izjemno lepo zahvaljujem za to, da ste svoje izjemno obsežno znanje delili z nami in za vaš čas, da ste se nam pridružili na današnji Zoom kavici. Iskrena hvala. Hvala tudi vam in kot rečeno, upam še kdaj. Hvala. Tudi jaz. Sreče, hvala. Zahvaljujem se tudi vsem ostalim, ki ste sooblikovali današnjo Zoom kavico. Imam pa za vas še 2 obvestili. In sicer decembrska Zoom kavica bo namenjena predstavitvi celovite rehabilitacije v okviru Nacionalnega centra celovite rehabilitacije in verjamem, da bo zanimiva za vse nas. In še drugo obvestilo. Za naslednjo Zoom kavico bo dana nova povezava, tako da bodite malo pozorni, da ne uporabljate več stare, dana in pač vsem poslana bo nova povezava. A bo v obvestilu? Bo v obvestilu. Samo toliko, da boste pozorni. Še eno vprašanje, ker sem se zdaj zelo mučil, se nisem spomnil, kakšen je ukaz za to, da se javim k besedi. A je kontrol Y ali pa Y, kaj že, kdo mi ve povedati? Če se hočem v Zoomu, javiti. Ja. Da dvigne roko, verjetno. Ja, kako, ampak kje je ukaz na tipkovnici? To pa ne vem. Dvig roke, jaz delam z miško, zato ne vem odgovora. A ve morda kdo drug? Jaz sem nekje napisan, zdaj na pamet pa ne vem. Vem, da je Alt, pa ne vem, ali je Y ali nekaj Ne si takega. ali pa Y, ampak ne vem, ker sem že pozabil, nekaj časa nisem bil na tem Zoomu. Alt Y, Jaz pa vem, ki je na roka. No, Alt Y je roka. Tam kot je Luna, pa sta dva, pa se smeje, pa gor je plus. Luna s plusom. To se reče v angleščini, se piše R-A-C-T-I-N-O-S. To je tam kot je chat, v bližini chata je to. Če je nov Zoom, ki je posodobljen. Hvala za tole, ampak mislim, da zdaj iščemo ukaz, ki ga lahko uporabijo tisti, ki ne uporabljajo videa na računalniku. Alt Y, če lahko se javim, Ja, Alt no, Y tako. je dvignjena roka, ja? aha, no, to je to. Super, hvala. Potem to. Ja. Super. Si bom zapisal in zapomnil do prihodnjič. Če ne, se da pa vedno znova Alt vprašati. Y, ne? Ja, če me izklopite, me ne moram vprašati. Alt Y, ja. Ja, hvala. Dvigneš in spustiš. Ja. Tistim, ja. Aj z obojem, ja. Ja. A ja, jaz sem se pravzaprav zmotil, ker sem mislil, da je Cviter tukaj. Cviter je bil na fakulteti, ne? Verjetno, ne? Iskreno ne vemo od kje. No, mislim, ampak ja, ne, ni bil v knjižnici, ne? Ne. Ne. Ja, tako. Če je šel na predavanje, Zdaj, rekel, da ima bil. 5 minut do predavanja, ne, seveda, ja. Ja. Dobro. Še ena roka je dvignjena. A je to samo poskus ali? Ja, samo poskus. Dobro, jaz delam- deluje. Ja, jaz delam z miško in sem hotela poskusiti, pa saj si ne bom zapomnila, da drugi zagotovo ne, ampak mi je uspelo, hvala. Bravo. Okay, a bi še kdo kakšno stvar rekel? Zanimivo je bilo, hvala, Brigita. Za lepo vodenje. Saj Ja, tukaj bi se tako. morali v resnici Niki zahvaliti. Ona je bila tista oseba, ki je vse povezave naredila. Jaz sem samo skočila, ker ona ni mogla biti danes z vami. Ja. Tako da- Saj Tomaž je bil z nami že leta 9, ko je bilo svetovno leto astronomije, ne? Smo imeli v okviru SSI eno srečanje z njim, pa z Markom Uršičem, ki je pa profesor za kozmologijo na filozofiji, ne? In smo imeli zelo zanimiv pogovor tudi, ne? Tomaž, jaz sem Ja. te prvo vprašala, ko sem danes se priključila tej skupini, sem rekla, meni se dozdeva, da je bil ta gospod enkrat že z nami, zdaj si me ti potrdil. Maja 2009, ja. Ja. Pogovor je moral biti res zanimiv, ker ja, Albina, ti in mislim, da tudi Latka sta se spomnili tega pogovora, a ne? Fajn je bilo, odlično je bilo, ker je Marko Uršič, ne, je profesor za kozmologijo, zdaj se šel že v penzijo, če se ne motim, letos, ne. On je recimo tudi razpravljal o tem, ne, o multiverzalnosti, se pravi o teoriji, da vesolje ni eno, ampak da jih je več.
In je to skrajno resna hipoteza, ne, ki pravzaprav razmišlja o tem, tako kot smo nekoč imeli en sam planet, ki smo ga videli, vse ostalo pa Bog ve kaj, ne, smo potem počasi dojeli, da je to naše Osončje, pa smo šli pa naprej do galaksije, pa do novih galaksij, pa tako naprej, ne. Tudi vesolje najbrž ni samo eno, saj pravim, takrat sta imela Marko Uršič in Tomaž Cviter prav zanimiv dialog tudi na to temo in je bilo fajn. Pa še, če se spomnite, ne, pred 4 leti je bila pa tukaj v knjižnici, pa fizično, Marija Strojnik, ne. To je pa astrofizičarka, ki je dolga leta študirala in delala v Ameriki, zdaj živi v Mehiki, trenutno je predsednica enega najbolj znamenitih znanstvenih združenj v ZDA. Drugače je pa izumila robotsko, samodejno orientacijsko napravo, ki je podlaga tudi za vse GPS-e in je sondo Cassini pripeljala na Luno Cassini, Jupiterjevo, ne. Super, Tomaž, zdaj pa imamo še eno dvignjeno roko, Ksenija. Ja, hvala. Jaz pa povabim vas vse, namreč mi smo imeli z astronomom Borisom Kamom v knjižnici že eno predstavitev, krasno, oziroma Boris Kam je bil že večkrat v knjižnici, slepi in slabovidni, zdaj pa menimo, da bi morda na okroglem še enkrat ponovili delavnico ozvezdja, tipna ozvezdja za slepe. Zdaj mislim, da nikogar od vas ni bilo takrat v knjižnici, ampak tisti, ki so pa bili, so pa zelo pohvalni in so rekli, da se kar, da zdaj nekako boljše razumejo ozvezdja in določene stvari. Tako da, če bo za interes, seveda bi spet povabil lahko Borisa Kama, pa tipno slikanico, katero smo naredili z profesorico Janjo Plazar, pa lahko tudi predstavimo, če koga zanima, ne, ponovno. Tako, hvala. Hvala. Okej, če ni nobene roke več dvignjene, potem se jaz od vas vseh res lepo poslavljam do naslednjič. In upam, da se srečamo ali takole na Zoom kavici ali pa kako drugače. Srečno!